Nisem tak videz armature pa notranjosti, ki mi je res všeč. Dan, I'm back. Ne zgledam najboljše, ne? Se mi zdi, da sem dolžen eno pojasnilo vsem tistim, kako Motor Minuto spremljate na YouTubeu, tja gor pač nisem dal slike, tako kot sem je dal na Facebook, s katero sem pol tudi pojasnil, da sem zbolel in zato vloga toliko časa ni bilo. Vmes praktično nič nisem snemal. Je pa še ena vsebina iz prejšnjega tedna, ki je še nisem objavil in sicer so vse skupaj vrti okrog Mercedesa X, to je tisti njihov pick-up. Tako da v današnjem vlogu si pogledajte, kaj se je dogajalo, ko so v Ljubljani ta avto predstavili. Vlogi, ki bojo pa sledili zatem, to se pravi v naslednjih dneh, bojo pa, no, dajmo tako reči, ne bojo glih iz Slovenije. Glavno, kakšna je lada, ne? Ko mi čakam, da se je lotam. Pa imam tudi že ljubkovalno ime za njo. Jaz si rečem Olgica. Le, kdo se je pa z Grandlandom pripeljal? Dobar dan želim. Tudi novo osebno straža vidim. A kako se te bajti reče? Ustvarjalni center Švicarija. Porno glumac je tudi tukaj. Škoda zdaj gruntam, ne? Mercedes je... Ja, je prva premijska znamka s pick-upom. Zdaj, na X-a lahko gledaš z dveh kotov, ne? Lahko rečeš, lej, to me ne zanima, vse, kar vidim, je glorificirana navara. V bistvu imaš prav, ne? Zato, ker osnova je pravzaprav zelo podobna, praktično enaka. Konstrukcija, zasnova. V kabini je celo par stikal enakih. Po drugi strani, ne, si pa lahko 100% prepričan, da so se pri zvezdi fejst potrudili, ne, da je tole veliko več, kot sam tisto, kar sem rekel prej. Avto mislim, da je malo daljši od 5,3 metra, valjda medosna, ker je pick-up je ogromna, čez 3 metra, mislim, da 3,15 metra. Mislim, da ga lahko obremeniš z dobro tono tovora, vlečeš pa lahko podobno, kot pri navari, ne, do 3,5 tone. Tole, veš kaj je, ne, keson? Zdaj s temi kesoni je pa tako, ne, valjda lahko dokupaš kupene dodatne opreme, od tega, da si lahko pričvrstiš različne stvari. Tole tukaj je za štrom, 12 voltov. Ok, kabino. Ok, da se jaz malo razgledam. Kar se tehnološke plati tiče, vse propisno, zdaj sem dal request, aha. Hotel sem preveriti, a ima ta avto 360 stopinjski pregled okolice? Vidiš, ima. Tale upravljalnik pa že vsi poznamo. Tako kot praktično vse druge stvari v tej kabini, ne? Od volana do merilnikov, pa do zračnikov. Mimogrede zračniki izgledajo dosti kul, ne? Pazici tukaj v drugi vrsti so takole sicer zelo na prvo žogo zelo udobni. Taki mehki. Ok, zdaj pa tiskovka, kjer bom zvedel več o motorjih, pa valjda tudi o ceni. Prenova facelift razreda C. Opreme bojo 3 pure, čisto osnovna, pri tisti je recimo polovica tega nosu oblečena v plastiko, druga vmesna stopnja bo progressive, ta tretja je pa tale, imenuje se Power in od osnovna dražja tam je 9 jurjev. In to opremo Power boš med drugim prepoznal tudi po kromu tukaj spodaj, mimogrede podvozje se da dodatno zaščititi. Dobro, lahko pa navržeš še kakšen terenski podatek, ne, pristopni kot mislim, da je 30 stopinj, brodat je sposoben po 60 cm globoki vodi, maksimalna sposobnost vzpenjanja je 100%, kar pomeni 45 stopinjski klanc, maksimalen nagib, ki ga pa ta avto lahko premaga, pa mislim, da drobiš čez 49 stopinj. To pa ni tako mar. A ja pa odtal je oddaljen pa 22 centi. Z motorjem pa tako bencinskega ne bo, kar pomeni, da nam ostane dizel za začetek 2,3 litrski, 120 ali pa 140 kW, v sredin leta 2018 pa prije še 6-valjnik, to se pravi 3 litrski motor 190 kW. To je pa tako, ne samo, da bo ponujil 500 Nm navora, ne, pri tem avto boš lahko pa tudi na voljo izbiro voznih programov, pa pogon ne bo priklopljiv iz 2 na 4-kolesnega, ampak bo stalen 4-kolesen. Za konec pa sam še to, ne, tukaj so parkirani 4 X, ampak sam en ima tako opremo. Nisem tak videz armature pa notranjosti, ki mi je res všeč. Lej, rjava s črno. Kar dobro zgleda, a? A ja pa cena, čist sem pozabil na ceno. Od dobrih 36 jurjev naprej so se skupaj začne.